Ob koncu druge svetovne vojne je Evropa puhtela od krvi in 9. maj 1945 ni bil le dan zmagoslavja in konec vojne, temveč tudi začetek tragedije, ko je cvetela kupčija za človeška telesa in duše. In dogajalo se je ob zibelki slovenstva, knežjem kamnu in vojvodskem prestolu, da se je pisala obsodba Slovencem. Rasle pa so tudi usodne odločitve, zgodbe ljubezni, na katerih svet stoji. Ena teh zgodb ljubezni je zgodba legendarnega zdravnika dr. Janeza Janeža. V letošnjem oktobru se spominjamo 30-letnice njegove smrti. Sveten senit življenja, leta se ven od večnosti, kot človek se rodi, kot človek se rodi. Spleta zvejevja se nova košara, kdo jo bo nosil, kdo kruha nam trosil. Pri hiši so nove lačne oči, pri hiši so nove lačne oči. V prijaznem kraju, Dolskem pri Ljubljani, je 14. januarja 1913 pri Janeževih prijokal na svet fantek, ki so mu v župnijski cerkvi svete Helene dali krstno ime Janez. Mati Ana je bila globoko verna žena, ki je tudi otrokom znala vzgojiti verske vrednote in ljubezen do Boga. Oče Franc pa je bil zelo strog. Okušal je tudi grenak kruh iz seljenstva v Kanadi. Doma so se preživljali s pletenjem košar, zato se je pri hiši reklo pri Pletarjevih. Janez je po 4 razredih osnovne šole postal za 8 let dijak, za nekaj časa klasične gimnazije v Šentvidu, v Škofovih Zavodih, potem klasične gimnazije v Ljubljani, bival pa je v Marjanišču. Pozdravljen, Janez. Pozdravljen. Povej mi, kako si prišel do klasične gimnazije? Očeta sem prosil, če lahko grem na klasično gimnazijo. Oče me je premeril in vprašal, zakaj. Še sam ne vem, zakaj sem bleknil. Rad bi šel misionarit na Kitajsko. Kakšne pa klatiš, mlečne zobnež, mi je zabrusil oče, ampak na klasično gimnazijo mi je pa vseeno pustil. Kitajska? Kaj boš pa počel na Kitajskem? Želim postati zdravnik. Sicer mati želijo, da bi šel v bogoslovje, ampak se ne dam, se bodo že omehčali. Veš, jaz pa že od majhnih nog čutim v srcu glas za duhovništvo. Ti bo zdravil duše, jaz pa telo. Profesor gre, z Bogom. Z Bogom.
sfulja. Imaš samo to, kar daš, če hočeš biti srečen, osrečuj druge. Če zmanjkalo je krvi, je svojo nesebično daroval, kot Jezus velikan, ki srce si je izkljuval. Imaš samo to, kar daš, če hočeš biti srečen, osrečuj druge. Ko vojna potrkala je na vrata, ni v ranah pustil brata, kam pripada, nič ni spraševal. Postal zdravnik je, da bi zdravil in ne ubijal. Imaš samo to, kar daš, če hočeš biti srečen, osrečuj druge. Imaš samo to, kar daš, če hočeš biti srečen, osrečuj druge. Mlademu kirurgu, ki je pokazal toliko nadarjenosti, se je odpirala slavna prihodnost, toda v Evropo je treščila druga svetovna vojna. V maju leta 1945 je po zaupnih kanalih izvedel, da je na seznamu za likvidacijo, zato je pobegnil v Vetrin pri Celovcu. Bilo je 28. maja 1945, ko so Angleži begunce iz Vetrinja pripeljali v Pliberk in izročili partizanom. Doktor Janez je kmalu spoznal, kam jih peljejo, zato je brez premisleka skočil v bližnje polje rži in si tako rešil življenje. V tistih 6 urah, ko sem ležal v rži, sem se spomnil marsičesa. Da je 28. maj obletnica moje doktorske promocije, da sem vedno sanjal o Kitajski. Razumel sem, da je zame uradno moje življenje končano, da bi moral iti z drugimi v smrt in da mi je vse, kar bom živel naprej, podarjeno. In v rži sem sklenil, če se rešim, da bom dal vse, kar mi bo ostalo, misijonom, potrebnim in revnim. Hvala ti, Gospod, da si me rešil. Ko ležal sem v rži, se odvrtelo je življenje celo, ki takrat za ta svet se uradno je končalo. Hvala ti, Gospod, da si me rešil. In vedel sem vsak trenutek od tega, kar je ostalo, mi je podarjen in jaz želim se podariti z vsem, kar sem. Hvala ti, Gospod, da si me rešil. Naj kruh bom, ki se lumi, kriki teče, le v darovanju našel bom ta košček večne sreče. Hvala ti, Gospod, da si me rešil. Niti za
Gospod, da si me rešil. Pot ga je vodila preko višari v Rim, kjer je ravno takrat monsignor Jožef Kerec iskal zdravnika za misijon na Kitajskem in niti sanjalo se mu ni, da ga bo dobil tako hitro. Doktor Janez je v čakanju na možnost, da odide v misijon na Kitajskem, odšel v Argentino. Kjerkoli je bil, je operiral in zdravil. Šele čez 3 leta se je zanj odprla pot na Kitajsko. Leta 1948 je prispel v kitajsko mesto Chaotung in takoj začel z delom. Bolnišnica se je razvijala in kmalu je bil dobro poznan daleč naokoli. Vendar so komunistične oblasti začele pritiskati na to mesto in prebivalce tako, da so misijon leta 1952 obkolili, vse preiskali in misionarje za nekaj mesecev zaprli, nato pa obsodili z izgonom. Doktor Janez se je izročil Božje roke. Odločil se je, da gre tja, kjer mu bodo prvi priskrbeli dovoljenje, in kocka je padla na Tajvan. Spoštovani gospod profesor, o Kitajski in misijonih sem že kot otrok sanjal. Tako je moja rešitev v Pliberku zame pomenila uresničenje mojih mladih sanj. Danes to lahko rečem, ker imam za seboj že na 22 let dela med Kitajci. Če bi matematično gledal na svoje delo v teh letih, bi na eni strani izgledalo veliko. Nisem štel operacij 4 leta na kitajski celini, ker so nas med delom nepričakovano zaprli. Moj kirurški paradiž se je začel na Tajvanu, kjer sem 16. julija 1952 naredil prvo operacijo v mali najeti hiši, v katero smo le 16 postelj stlačili. Danes je bolnišnica velika. Nad 300 postelj imamo in zraven še šolo za bolničarke ter v bližini TBC bolnišnico z 80 posteljami. Tako imamo okrog 400 postelj. Danes ob pisanju pisma sem gledal številke mojih raznih operacij. Včeraj je bila številka 33.400. Zadnja leta vsak mesec naredim na 200 operacij. Naj omenim, da vsa leta operativno delo po večini delamo zvečer po 17. uri, torej moje operiranje večinoma nočno delo. Vsako leto nad 20.000 rentgenskih pregledov. Torej na eni strani matematično gledano velike številke za enega zdravnika in bi morda tisti, ki ni videl tukaj tega dela, ne verjel in rekel, da je napihovanje. Na drugi strani pa je ta številka zelo majhna, saj Kitajcev nad 600 milijonov in vse delo enega kirurga ni niti kapljica v morju. Moje delo ni nič posebnega, sam ne vidim nobenega posebnega uspeha. Delam pač običajno delo, s to razliko, da delam malo več kot običajno en kirurg dela in delam za Božji lon, brez počitka in brez počitnic. Če me ima ljubi Bog kaj rad, me bo med delom poslal v lepše življenje. Da sem živ, se moram Bogu zahvaliti in mislim, da se za ta dar najlepše oddolžim svojim delom za najbolj potrebne v nesreči. Znašel sem se na cesti, a imel sem dvoje. Lep poklic ter vero v Boga. Bog naj odloči,
koliko časa sem za človeka koristen in njemu prepuščam sodbo, če sem koristen bil. Lepo pozdravljam vse znance in vas, udani Janez. Dr. Janez Janeš je umrl 11. oktobra 1990 in tako rekoč iz predane službe bolnikom omahnil v smrt, tako kot si je želel. V slovesnem pogrebnem sprevodu so ga spremljale množice ganjenih src, polnih solza in zahvale za čudovita dela, ki jih je Bog po njem storil. Pokopan je v Lotungu. Njegovo ime ostaja živo v srcih ljudi daljnega Tajvana. Daj, Gospod, da bi tudi v rodni deželi njegov spomin ostajal živ in da bi pričevanje njegovega življenja mnoge pritegnilo k nesebičnemu darovanju za bližnjega. Vse njegovo življenje je vonjalo po zrelem zrnju. Postal je okusen kruh ljubezni. Čudežno je množil ta dar, ki mu je bil podarjen, kot Evharistija, velika zahvala, v katero je použita Gospodova daritev, ki se daje lačnim in žejnim odrešenja do konca sveta. Nesmrtni dr. Fan Feniks, ki se použiva v ognju ljubezni, da bi poletel v svet večne nesmrtnosti. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilen sad, obrodi obilen sad. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz izvolil vas, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane, da vaš sad ostane, da vaš sad ostane.